Veš, kraj bolj so vse skupaj. Maja. In gledajte tu se, gledajte kako se tu zible. Tako da Tjaša, drugič boš mogla takele stvari z menoj plezati, ne. Ni drugega, lej, rabim enega zasnemati. Zdaj so se mi pa še roke začele potiti. Predvidevam, da zaradi straha, nima biti kaj drugega. Ura je 9, jaz pa še zmeraj doma. Mogel sem se pobriti, vidite, kako sem zdaj lep. Zdaj jaz sem si mogel narediti, ne boste verjeli, mama mi ni hotela jajc speči in sem se jih mogel sam pripraviti. Umešana sem si naredil dobra, tako da sem se fino najedel. Pol pa še cel kup sem v telefonskih klicev, namreč danes je petek in pa praznik in se ful ljudi v naših apartmajih mena. Naše podjetje ima 3 apartmaje na Golteh, pa 2 v Topolšici in je bilo telefon za telefonom zvonil. Eden je klical, da ima check out ob 10, pa da je že eno ob 8 prišel, da če noter jet. Pol unke ob 8 hotel že tam noter jet, je mene klical, kdaj gre lahko noter, da so še eni ljudi noter, pa sem mu rekel, pa se imate check-in ob 2, ne. No, pol sem klical Snažilko, pa je rekla, da bo to malo hitrejš, tako da sem mu zrihtal pol ob 11. Pol glih ki ga je že ta zjutraj zbudil, ne, se mu rampe niso na Golteh odprle, da bi ven lahko šel. Pol eden je klical, da hoče sesavc, ker mora vsak dan sesati, zato ker je alergičen na pršice. Tako da bilo je boga in pu in tu vse urejati je kar trajalo. No evo, lejte, tle pa še moj garfec, to je res zlati muc. To je res zlati muc, tako da zdaj sem pa set, zdaj pa grem, tudi že vem, kam bom šel, tako da naj bo kar presenečenje, boste videli. Res, da grem malo bolj posno, ampak jaz se bom lepo vsul, čist počas bom šel, bom že v vožnji užival, pol imam pa 2 urce popoldan gor, pa po mojem slabe 2 urce do dol. Lejte, fino se bom imel, tako da glejte naprej. Poln kurac imam teh fukenih Avstrijcev. Tam dol neke table, prepovedano za ves promet, cestnina. Pol grem naprej, enega človeka vidim, ustaven, kurba mi je gledal, kada bi mu mamo hotel, ne vem koga, ubiti mu, sem vprašal, če angleško govori, je nekaj zamumljal, sem rekel slovensko, je nekaj nemško nazaj zamumljal. Kakšna neprijavnost. Zdaj sem pa sem prišel, ka vi pa kurbe mislite, da kar vsi nemško znamo, ali koga. Jebemo mate, lej, poln kurac vas imam, nazaj grem, pa ko jebe to Avstrijo prfukjeno, kurba ne znajo še nekih tabel postaviti, da bi človek jedel. Vam bom še od spodaj table pokazal. Pojebeš to Avstrijo, fukjeno pizda, v Albaniji imajo bolj in na Kosovu kot tlele. Lejte, tle sem zdaj šel nazaj dol in lejte, tle imate najprej znak tale, ki piše Maut, tu sem pol dal Google prevajalnik, je cestnina. Tamle gor imaš pa znak prepovedano za vas promet. Imaš tamle še neka tabla, ki piše neki 50 €, ne vem koga, ki je tudi že vse znucano, da se nič ne vidi, ne. Pizda vam, mila, materna, da ne znate napisati. No, lejte, tlele sem pa zdaj, no, lejte, sej gor je lepa. Lejte, tlele sem pa videl, ne, so pa napisane, kako se ljudje tlele pišejo. In lejte, so Slovenci. Tako da una kurba zagovedna je čist možno, da je bil Slovenc. Kurba gledal, tudi ko sem šel nazaj, gledal, hujš kakšen SS-ovc. Pa lejte, pa saj tle so table, ampak koga zdaj greš lahko, ne? Ma pejte v kurac, Avstrijci, smotani ste do amena, ste smotani. Zdaj je prišel en avto, ki sem ga ustavil, poprašal,
če grem lahko tle gor. So rekli, da lahko da gor plačaš tole parking. Tako da grem zdaj gor. Čeprav undec zagoveden me je slabo voljo spravil. Ampak dobro, kaj ćemo, gremo naprej. Evo, sem zdaj na izhodišču, prišel do te koče, tle pačal parking, ko prideš sem, moraš iti noter parking plačati. Če te pol dobijo brez potrdila, je 50 € kazni, ampak ne, to bi lahko kje tudi v angleščini napisali. No, gor tle, gore, čudovite. Pozabil sem rezervne majice, tako da tole sem zdaj najdel v avtu noter, eno, najbrž že malo prešvicano, ampak sem, da imam rezervo, no, ono, ki sem prej lepote Slovenije, sem dal pa v ruzak, pa je bom v raj zadol, ki bom manj švical. Ali pa bom že videl, kako, no. No, drugače pa, lejte, tak majhna koča. Parkinga ni boh ve kaj, se čudno, da ni več ljudi, ne. Zgleda, lejte, to je vse, kar je parking, ne. Drugače pa, lejte, ja. Vidite, tukaj smo zdaj in Košutnikov Turen je tukajle. To je 2 urce pa pol, tukajle mečkem plezalenga. Pa ne vem, mogoče pol za nazaj tle plezalno, ne vem. Drugače, obstaja pa še druga pot, pa tukajle, čez Cjajnik, vidite, tukajle. Tukajle je pa bolj zahtevno za plezanje. To je pa po Ferati ocena D. Pa tu daljše 4 ure pa punaješ pol mišljeno, greš tukajle, čez pa sem, pa pol nazaj, ne. Tako da je za to 4 urno pa pol v eno smer nimam cajta, niti kondicijsko, če nujno pridem, ampak ni pa to tisto, da uživam v tem. Evo, avto sem tle parkiral, dal sem noter računjem, da ga bojo videli, aha, se tega imajo tudi tlele. Tako da, nič. Zdaj pa gaz gor, se že veselim. Ruzak imam pa kar težak, vzel sem seboj 3 litre pijače, pa oprema za varovanje, pa pa tret, pa četrt, pa je kar hiter, težak. Takole je tole videti, severni del Karavank, bolj strme stene kot pri nas in fantastično je tam še en jadralni pedalc. Pot se začne pa takole, ne, po gozdu, lepo uhojena, prijetna, tako da zaenkrat čist super. Je pa dol bila ena tabla, ne, je pisalo 2 ure 45, na hribih piše pa 2 ure pa pol. Ne, se ni to taka huda razlika, tako da mi je čisto vseeno. Ali bo 2 ure pa pol, 2 ure 45, ali pa 3. Tam nekje za ene 4 ure pa pol do 5 pa res ne bi bil. Tako da bo kar tale dobre za danes. Takole s tem tablam, ne. Hodeš pol ure, pa ti piše, da si 15 minut naredil, ne. Kar ne drži sigurno, ne. Še urco pa pol do gor kaže, da sem le v tole smer. No, se je tudi logično. Mislim, označeno je dober, to je super. Sem pa malo po odhodu, oziroma še preden sem dal tašo, sem pogruntal, da sem pametno Polarjevo uro pozabil, pa škoda, ker sem jo, ker je ful dober, da gledaš, koliko si visok, ne. Pol veš, koliko je vrh, mislim, sej, morda nič prej ne pride za tu gor, ampak meni je veliko lažje hoditi, če spremljam lahko, koliko je. Koliko sem na kateri nadmorski višini sem, ne. Dobro si kažete že vse drugo, ne. Samo meni je to najbolj važno, ne. Koliko sem visok, da vem, koliko še imam, ne. Tako da, neč bom pa drugič vzel. Za na Triglavju ne smem pozabiti, to bi bilo pa res škoda, da je pozabim. Ker tam pa za 2 dni pa še više razdalje, tu tret. Ampak veste, gre kar hiter, ne. Do spodaj sem gledal, tamle zdaj vidim, že ko se hosta neha, sem gledal Madonna. To je zdaj tam, da pridem jaz po te stene, to bo kar trajalo. Pa ne
Tole je pa najbrž moj cilj. Predvidevam, tamle gor naprej vidim ene table. Lep cilj, lep. Wow. Tole ljudje, tole nekaj. Šteje pri meni. Vem pa, da vsak tele ima svoje vesele. Ampak kaj bom vesel, ko bom tamle gor. Se usedem v miru, nikamor ne bom hitel. Nekaj bom pomalcal, kaj mislite, napišite v komentar, kaj imam seboj za pomalcati. Preden pridete do tam, ko bom malcal, napišite, da vidim, če bo kdo ugotovil. Neč tole me kar nese, ko vidim, kako lepo je. Zdaj sem šel samo minuto naprej, pa vidim tamle gor en križ na unemle hribu. Veste, možno, da je unule. Ampak jaz bi rad na tule. Ej, pa je dilema. Bomo tamle pri tablah videli, kaj je. Tele Avstrijci mi grejo čedale bolj na k. Čedale bolj na k. Groba pa pravi, da smo mi Balkanci. Evo, lej, prideš tle nekam. Lej, Košutnikov Turm, a je to tako težko napisati? Pejte v kurac. Pejte v kurac. Jaz pojma nimam kam. Po zemljevidu bi rekel, ke? A ste seljačine. Majko vam jebem. Majko vam jebem. Hej, jebem ti Boga. Jebem ti sonce. A je kaj od tega, ali kaj? Bog se usmil. Tako težko označiti. Ja, pa se pa še tlele nekaj razcep, ali kaj? Ja. Lejte, tle ena, tle druga. Po mojem, da je tale. Hajde, gremo. Sam je tako težko napisati. Tako težko bi bilo tamle na karto napisati še Košutnikov Turm oziroma lahko v nemščini. Sej bomo vedeli, zakaj se gre težko. Majko vam je. Kakor kaže, smo na pravi poti. In lejte, vrh je že pobliže, ki je bil prej. Tamle vidim ljudi, čist mehni so, tamle naprej sem še ene prej videl, zdaj jih ne, so bili še bolj mehni, si rečeš, pa ne, se jih vidim, čist mehni so. Si rečem, pa se tam ne bom, nikoli, pa bom čez 15 minut, tako da to je. Čudež, da kako greh to hitro, evo, lejte, tamle pa še en vrh, ki je gor križ, tako lepo malo okolica, ne, tako le sem pa gor prišel. Kaj me moti to, ko sem GoPro-ja razbil, ko gledam v tole razbit ekranček od zadaj. Če kdo kup tega GoPro-ja, pocem prodam, zato ker ga ne morem gledati. Ne morem ga gledati, ker vem, da sem ga sam razbil. Tako da, fejst pocen ga dam, no, tako da pišite mi, če kdo zainteresira. Tole imam pa občutek, da je pa najtežji odsek. Melišče in jed po melišču gor je živa. Pi. Se veste, kaj sem mislil reči. Tole je pa daleč najtežji odsek. Tudi ono gor plezati ne bo tako težko. Potemle se zabavati. Pa naredil sem tudi napako. Ko sem šel tle, pa ponavadi se držim pravila, da pej tam, ko grejo drugi. Je bilo pa tam tako težko, da sem rekel, tle bo lažje. Pa ni bilo, zdaj idem tle ven iz tega kanala. Če bo morda kaj lažje tam. Bomo videli. Prispel izhodišče Ferrate, lejte, takole tole gre. Ne vem, če vam čem povedati, kaj razmišljam. Zdaj še tu brez varovalnega kompleta. Ker me pas špona, tu tretji in se mi zdi nevarno, če grem brez. Ne vem. Če je moj foter 15 let nazaj prišel na Mangart brez varovanja, bom tudi jaz tle mande. Ampak tu ne delajte drugi. Jaz pač bom. Ne vem, najbrž. Sem že visoko v steni. Super Ferratica. Temle lejte v dva, ki gresta dol. Sta dva Hrvata. Jaz sem hotel res brez opreme. Brez pasa pa tu. Pa ne, da sta mi svetovala, da ne grem za pasom, ampak sta me kar prsila,
Tako da sem pol dal gor. Ja, in prav, da sem dal, ne. Saj bi pol kasneje tako in tako dal, ker bi vedel, ne, da ne gre drugače. Drugače pa, lejte, kar taka ferata. Kar ta prava, no. Mislim, ta prava, lejte. Nič ni tu težko, ne. Samo... Lejte, je pa takole dol, kar visok, ne. Če imaš kakšno vrtoglavico, ne bo šlo, ne. A lejte, fina, fina, fina. Ne vem, kje je vrh. A lejte, tam le še ena. Lejte, lejte, tam le še ena. Vidim zajlo. Ne vem, od kje. Tole bo pa kar adrenalinsko, lejte. In lejte, tu se, lejte, kako se tu zible. Aha, mislite, da je tu zajat čez. Jaz sem hotel še malo snemati. Samo ne bom. Ne bom, ker se bom gor za tole zajlo držal, ko budala. Ko bom čez prišel, se bom nasmejal, ampak s njim vmes pa najbrž, da ne bom. Oziroma, morda bom ta zadnjih par korakov, ali pa kam prišel na konc, tam bo najbolj sigurno, tako da tole pa lete. Noro, res noro. Veste, da sploh ni tako hudo, kakor je bilo videti, niti tuk se ne maja. Tako da, ajte, kar gre. Carsko. No, da vam pa dol pokažem. Evo, lejte, takole je. Zdaj se pa zamajalo vse skup. Se je pa zamajalo. Bolj, ko greš kraj, bolj se vse skup maja. Zdaj treba pa še prepenati. Vidite, ki je tole sranjene. Pa GoPro pospravil. Sicer se lahko prepnem. Ja, težko prepnem. Spet neko prepenanje. Prišel. Zdaj sem prilezel tle gor. Vidite, je tu kar nekaj. Zdaj pa tole je pa vrh Košute. Ali tega, ne Košute, tega... Saj sem že pozabil ime. Košutnikov Turen ali... Kaj je že? Nekaj tacga. Govorim, leta, tle grem po tej stezi, pa tamle gor se dvignem. Pa 15 minut sem gor. Fino je, ker nič ne piha. Pol moram iti pa dol po isti poti. Pa tamle, lejte, tiste lemelišče. Ti sem prej dve punce videl, Slovenke. Pa so plezalke bile super, so dol šle, ke srne. Ne srne, ke gamsi. In so čisto počas šle. Tako da se tako počas pride. Tako da neče zdajle gor, cajta zmanjkuje, te nezanimivo, vidite, slovenska stran pa čisto drugačna. Sončna pa senčna stran. Karavank. Evo, prispel na vrh še en osvojen 2000-ak. Super, sem zadovoljen.
2000, pa ne vem, koliko še ima tam le pisalo, ampak fino, 2000, lejte, tam le piše, 2136 metrov, mečken še sonce za oblake, razgledi super, lejte, kaj češ lepšega, zdaj pa malo pomalcati, tole bi rekel restauracija 6 zvezdicam, niste še v boljši restauraciji jeli, pa da bi bolj tekenilo, kakor bo z element tlele, ne, to je nekaj posebenega, ne, in tudi, če imaš denar, ne moreš plačati, moraš gor priti, tako da, zaželite mi dober tek. Poglejte, kaj sem si za jest prinesel, evo, Rio Mare, ste me v Albaniji proglasili za Rio Mare turista in zdaj sem Rio Mare turist. In lejte, sem si prvoščil tele boljše. No, nisem si jih prvoščil, mami sem ukral jih. Oziroma ona je kupila, drugače tu sam kupujem. Jaz nikoli ne kupim enojenga, tukaj da boste vedeli. Zmeraj kupim 2 skupaj, zato ker je pol cenejš. Pa še kuponček v Šparu za 25% unovčem, ne, tako da pol le niso tako drage te Rio Mare ribce, ki so res dobre, čeprav eni tle govorite, da so šrot, pa ne vem, pa tole ljudje je pa res dobro, tako da, lejte, kakor sem že prej rekel, noben ta trenutek v nobeni restauraciji najbrž tukaj ne uživa, kakor bom jaz zdajle čez 3 minute, ki bom začel jesti. A pa še tole, da vam pokažem, lejte, obvezna oprema zmeraj za v hribe magnezij. Jaz imam tele, dodaj prehrani, 900 miligramski ali kaj je. Jaz si ne predstavljam jeti v hribe brez magnezija, isto kot ne brez čevljev. Tako da, ja, že včeraj zvečer sem vzel enega, pa danes zjutraj, pa zdaj ga bom vzel, ker če na mene krči začnejo prijemati. Ko smo šli na Mangart s tem snemalcem Davidom, ga je na koncu tako krč prijel v obe 2 noge. Noro je to bilo, ne? Tako da mi kdo ne verjame, da je mene tam tako krč prijel na Filipinih. Zdaj, ko ste videli tega Davida video, boste rekli, morda pa je res Tomaža prijel. Neč, fantje, zdaj moram pa jaz jesti, tako da, nujno. Ajde, dober tek mi rečete. Veste, kaj mi samo še fali, da bi bil užitek popoln? Ena hladna, mrzla, gazirana pijača. Ker to mi je pa tako dober. Ali bi bila to Coca-Cola, ali Fanta, ali pa tista Palestina, ki mi jo je dal Arif, tiste še najboljš. Imam eno v avtu, pa nisem seboj jemal, ker sem rekel, se bo itak segrela. Drugače pa, da je tu res ta prav užitek, je treba čez noč dati v skrino, da čist zamrzne in ko prideš gor, je še hladna, ledeno, mrzla in kaj je pa tisti užitek spiti. Tu na Triglav ne smem pozabiti vzeti. To je pa še, lejte, boste rekli, cuker, gaziran, ja, ampak dober pa je. In če si tu ne zaslužiš, ko tukaj gor prideš, pol pa kurc. Ko pridem na vrh vsake visoke gore, še slikam moje merelke, v katerih sem gor prišel, namreč to je moj sponzor in sem mu izredno hvaležen. Tako da tole je oglas. Tole so pa moje merelke, vam povem, udobne, da jih ne zamenjam za nič drugega. Vi pa v komentar napišite, kakšno obutev imate pa vi za v hribe. Nič, namalcev sem se, zdaj pa dol. Meglice so kar fejst pale, vidljivost se znižala, tako da tako lepo več ni, kaj je bilo. Ampak, gledajte, se kar veselim te lepoti dol. Tako da, super.
Sem vesel, da sem se odločil, da grem danes. Vesel, tako da slabe volje bi bil, če bi bil doma. Neč, gremo dol. Se vidimo dol pa vmes, če bo še kaj zanimivega. Zdaj smo pa že pod tem Košutnikovem turnu in če se spomnite, tle smo gor prišli in zdaj tle treba pa dol jet. Do tamle dol, do tistega mostu, pa še dol pa tamle po melišču dol, ki je živo sranje. Ampak bomo, ljudje, bomo. Ljudje moji, tole dol je veliko bolj adrenalinsko kot gor. In me je mnogo bolj strah. Tole zdaj je kar bilo, ta glavno pa zdaj pride. Lejte, tle je ta most, ampak zdaj nam šel čez most. Zdaj gre tle dol, pod mostom gre dol naprej. Prej sem 2 punce gledal, so šle tle. So šle čisto na lahko. Samo, ne vem, če je tukaj lahko, ker unale okol je pa ful daljša. Da bi šel ful rajč po teli. Sam se malo bojim po pravici povedano. Drugače pa še to, če bi še enega imel, pa da bi me snemal, to bili ful hudi posnetki, ta plezanje. Tako da Tjaša, drugič boš mogla takele stvari z menoj plezati. Ni drugega, rabim enega zasnemati in ne gre drugače. Zdaj sem spet pri tem mostu. Lahko grem čez most, pa nazaj tam, ko sem šel. Lahko grem, pa tle dol. Tle sem prej 2 punce Slovenke videl, so šle. Ampak so mogle biti profesionalke, hude profesionalke, ki so šle dol k Gamsi. Tako sem daleč od njih, pa zdaj se ne vem odločiti, ali je tle, ali ne. Ampak nazaj še zmeraj lahko gor grem. Ker dol je veliko težje, veliko težje. Bom kar probal tle jet, pa da vidimo. Upam, da se vam javim dol. Tale del, ko sem ga zdaj šel, je zgrozen zgledal. Lejte, z te strani se tako vidijo tale mostiček. Zdaj, še bolj grozno mi zgleda tle dol, ker to čist naravnost dol greš. Sej drugače, zelo rad plezam, Ampak veste, da ko bom pa tole dol prišel, bom pa rekel, hvala Bogu, da sem prišel dol. Tako da, upam, da se vam javim od dol. Pa veste, dol ful mi je bolj neugodno je dol. Bolj me je strah, težje je. Verjetno je težje tudi zato, ker to je prva ferata, ki jo grem nazaj. Ponavadi zmeraj nekje okol greš in tega tudi navajen nisem. In sem tudi mislil, da je kje kakšna pot okol. Ampak menda ni. Oziroma nekaj je, ampak ne vem. Sem rekel, grem rajtle, ki je bolj sigurno. Neč držite pesti. Zdaj so se mi pa še roke začele potiti. Predvidevam, da zaradi straha nima biti kaj drugega, ker prej se mi niso nič, pa je bilo bolj vroče. Tako da je strah, priznam. Lejte, jaz ne vem sicer, kako se tole na kameri vidi, ampak lejte, tole je, jaz, ko gledam, meni je grozno. Meni je grozno. Je sicer pol res, da ko plezaš, ni tako grozno. Tudi tule, lejte, tlele, lejte, ko sem prišel dol, Grozno je bilo. Ampak ni bilo tako grozno, Bolj je grozno zgleda, kot je bilo, tako da upam, da tudi zadol tako zgleda, pa da se mi roke nehaj potiti. Imam tudi rokavice, sam rokavice bolj drsijo in slab se primeš za kamen pa vse, tako da če kje bom tlele brez rokavic. Prišel dol, hvala Bogu. Sicer ni bilo to grozno, kot je zgledalo, ker zgledalo je fejs grozno, ampak čisto enostavno pa ni bilo, pa tudi strah me je bilo, kar doskrat. No, lejte, sem da vam pokažem, kje sem prišel. Lejte, tamle gor. Mislim, lejte, sicer to je navpično gor. Kje še malo nazaj visi? Mislim, malo moraš imeti jajc, da se tole upaš, ne vem. Pa tudi, če si, moraš imeti jajca. Pa naj še povem, da me v enem trenutku še kar hotel zagrabiti. Tako da ja, nikad brez magnezija.
Sej verjeten tudi zato, ker od straha, tudi roke so se mi potile samo od straha. Tako da, zdaj pa vržem tole opremo dol in grem lepo dol tale melišče, da dam čez, pol bo pa užitek lepo počas. Opremo sem vse dol vzel, sem kar malo lažji, pa bolj gibčen. Čelado sem pa pustil, ker zelo glih en kamenček dol pol. Če ti majhen kamenček na glavo pade, ni dober. Tako da dokler sem po tem stenam, bom kar še čeladomu. Pol pa morda bo sonce že tuk dol, da še kape ne bo treba, ker narajš imam golo glavo. Sem se veste, kako je, če sonce mi je opeče, ker sem plešast, ne. Tako da ja, gremo. Prišel tu čez melišče. Zdaj, da vam povem, ta melišče, ne, ker sem tako jambral. Melišče načeloma, samo mečkan skaklaš, pa greš dol, pa je tu najlažje, ne. Sem veste kaj, tle je pa več kaput tacga melišča. Mislim, da je kamen gor, pol pa trda podlaga. In tu padeš lahko tako, kot budala. Sicer nisem nič, sem dobil pa cel kup kamnov noter, v merelke, tako da zdaj tule sezujem, pa merelke so pa tudi trpele. Te skoki po kamnu, jaz upam, da so zdržale. Menda so. Neč malo spijem, tele kamne ven zbezam, pa dalje, sonce pa ni več tako močan, ne lahko pa brez kapce. Tik pred nočjo prišel do avta in tako, ko zmeram, bom tudi zdaj rekel, najlepši del planinarjenja je ta, ko daš merelke dol. In evo, lejte, sem jih dal. Sej so dober me nesle gor, ampak sem vesel. Veste, kdaj bom pa najbolj vesel? Tukaj slabo vidim, da tudi v kamero ne vidim. Nimam očal. Jutr, ko bom vedel, da sem danes naredil to, kar je bilo treba, in bom prijetno utrujen, prijetno me bojo noge bolele. Ko pa tu zdaj neki Mercedes udira. In bom tudi par stvari naredil. Zvečer imam eno žurko, bogovsko, imam pa en strah in kar resen strah. Ful me je strah, ko gremo na Triglav, da ne bom zdržal. Ali tole je bilo ljudje 2 ure 45 v eno smer. V eno smer. Pa sem čist gotov. Čist gotov. Pa Triglav. Strah me je, res me je strah, vam povem, da me je strah. Tako da, če sem čist iskren, se ga čistič ne veselim. Ampak, sej, ko moraš, zdržiš. Neč hvala, ko ste gledali do konca. Všečkajte, če niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Pa se vidimo iz drugih avantur. Še eno pomembno zadevo sem vam pozabil povedati. Pomembno za tiste, ki mogoče razmišlja, da bi šel kdaj sem, ne. Veste, ni tako bliz. Jaz bom vzela 2 ure pa pol do doma, ne. Morate od Ljubela je še 1:10 ali 1:15 minut. Ja, jaz imam 2 ure pa pol. Tako da daleč je kar, ne. Zdaj, ne, na ta turen lahko priješ tudi iz slovenske strani. Še lepša pot. Ampak dober, jaz sem šel zato, ker sem hotel plezati in imeti le interesantno, ne. Tako da, tu se pa sami odločite, sem tukaj, da imate informacijo. Ajde, še enkrat adijo.